Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Čas počitniških dni in dopustov je za nami. In tako se tudi Belokranjski obzornik vrača v program naše televizije. V tokratnem 1. septembrskem obzorniku se bomo še malo ozrli v počitniške dni. Predvsem pa bomo govorili o dogodkih, ki so v Beli krajini odmevali v zadnjih avgustovskih dneh. Ostanite z nami. V letošnjem poletju, ki si ga bomo zapomnili po visokih temperaturah in suši, se je v Kolpi in na njenih bregovih trlo kopalcev, celo štorklje so si omislile svojo plažo. Motili jih niso niti udeleženci poletnega karnevala na Kolpi, edinega tovrstnega v Sloveniji. In kako so za popestritev počitniških dni poskrbeli v belokranjskih občinskih središčih? V Semiču je poletje minevalo v znamenju športa. Tamkajšnje športno društvo Partizan je namreč že 7. leto zapored pripravilo program, ki je ob večernih urah na igrišče in telovadnico privabil veliko ljudi. Tudi iz drugih dveh belokranjskih občin. To je res kraj, kjer se zbirajo mladi, kjer se združuje ta energija, ki jo mladi imajo. In seveda tudi starejši pridemo zraven. Igramo fuzbole, košarko, odbojko, ping-pong in to držujemo zdravje, ne? Smo bolj zdravi. Kaj bi pa sicer počeli, če tega ne bi bilo? Neč, gledati televizijo, ko škoduje, in računalnik. In prav to je bil cilj športnega poletja. Privabiti mlade, pa tudi starejše, na športne terene, k aktivnemu preživljanju prostega časa. Letos smo za spremembo uvedli še veliko novih, se pravi dodatnih športnih vsebin, tako da je aktivno sodelovalo 9 športnih pedagogov in pa različnih strokovnjakov na športnih področjih. Tako so vsi zainteresirani spoznavali manj znane športe, kot so plezanje, športna orientacija, aerobika, balinanje in hokej na rolerjih. Tudi dali smo še prednost letos mlajšim prvo leto, kar se je dokazalo kot nekaj pozitivnega in dobrega. Na osnovi odličnega obiska športnega poletja letos prvič v Semiču načrtujejo tudi športno zimo. Pa ne le za člane društva, ampak za vse, ki jih zanima rekreacija tudi po zimi. V Črnomlju pa bi lahko letos govorili o pravem poletnem mrtvilu, če ne bi bilo Črnfesta. Festivala, ki so ga 5. leto zapored pripravili člani Kluba belokranjskih študentov, Mladinskega beat centra in Mladinskega kulturnega kluba. Mislim, da nam je uspelo realizirati en zelo zanimiv, dinamičen program, ki je res, kot pravimo pod geslom, dober za vse. Se pravi, tukaj smo imeli ljudi vseh starostnih skupin, od 4 let pa do upokojencev. Zvrstilo se je 14 dogodkov, od koncertov in gledaliških predstav do nastopov stand-up komikov in predstav namenjenih otrokom. Prav slednje so bile najbolj obiskane, pravijo organizatorji Črnfesta. Definitivno otroški program, ki pač očitno je nek deficit tega v belokranjskem okolju. Da so črnomaljski otroci in njihovi starši v počitniških dneh pogrešali dogodke namenjene najmlajšim, priča tudi ustvarjalna delavnica na igrišču na Čardaku, ki so jo pripravili člani Kluba belokranjskih študentov. Zbralo se je veliko otrok, ki so skoraj 4 ure zavzeto ustvarjali ob pomoči staršev in likovnikov. Mislim, da bi moralo biti tega več, ker to je res ena taka aktivnost, da ni samo računalnik, ampak da je tudi ustvarjanje, ker danes otrokom to manjka. Lahko v Črnomlju, tega res manjka, tako da to je danes super. Študentje se ne pritožujemo, da nam je dolgčas poleti, pravi Ajda Skrbinšek, pobudnica ustvarjalne delavnice na Čardaku. Zdaj na mlade smo pa nekako malo pozabili in tako sem prišla na idejo, da bi ustvarila te likovne delavnice, da se še oni malo zabavajo, predvsem pa, da se otroci spet malo povežejo med sabo, se zberajo na ulicah, da niso samo na računalnikih ali za televizijo. Drugače pa je bilo v Metliki, kjer so številna društva in ustanove pripravila pester počitniški program. Kar 18 dogodkov namenjenih otrokom se je zvrstilo v organizaciji tamkajšnjega društva prijateljev mladine. Metliška območna organizacija Rdečega križa je zanje pripravila poletni tabor na Kolpi. Sodelovali so tudi pri tednu kulture na placu, ki je dodobra popestril počitniške dni ne le otrokom, ampak tudi Belokranjcem vseh starosti.
Manjkalo ni niti kulturnih dogodkov, od kina pod zvezdami do branja in ustvarjanja pod knjižnično platano, v likovnih delavnicah Belokranjskega muzeja in tradicionalnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad, ki so jih pripravili že 20. leto zapored. V sklopu le-teh se je letos vrstilo 18 dogodkov oziroma prireditev. In čisto vse prireditve so bile zelo dobro obiskane, v bistvu nad pričakovanji našimi. In prav ta dober obisk na prireditvah nam daje v bistvu nekako zagon za nadaljne delo in seveda bomo s prireditvami nadaljevali, so že, bom rekla, metliška znamenitost, ki je Belokranjcem dodobra popestrila vroče poletne večere. Opaziti pa je bilo tudi obiskovalce z druge strani Gorjancev. V sklopu prireditev Pridi zvečer na grad se je na dvorišču Metliškega gradu predstavilo tudi tamkajšnje društvo Žumberčanov in prijateljev Žumberka, ki deluje že 5. leto in združuje okrog 150 članov. Tako je na grajskem dvorišču zvenela žumberska pesem v izvedbi glasbene zasedbe Izvor, ki deluje v okviru društva Žumberčanov in prijateljev Žumberka. Naš cilj je res ohraniti predvsem jezik, običaje, kulturo, tradicijo, predvsem glasbo. Zato delujeta v okviru našega društva 2 skupini, in sicer Izvor, ime Izvor ohranjamo, starejša glasbena skupina, ki pač našo glasbo igra na tradicionalen daljši način, in pa mlada tamburaška skupina Mladi Izvor, ki šteje tam 10-11 članov in se že 2 leti učijo igrati na tamburice in prav tako to glasbo, pa tudi drugo belokranjsko in podobno. Dejstvo je, da Žumberčani živijo v Metliki že nekje od začetka prejšnjega stoletja, se pravi nekje približno leta 1900, in da živimo v sožitju, živimo drug z drugim. Mislim, da tu ni kakšnih večjih težav med enim in drugim prebivalstvom, da se tudi kulturi v tem času že medsebojno prepletata na različnih segmentih, tudi v samem jeziku, v običajih in vsem ostalem. Člani društva si prizadevajo ohraniti kulturo njihovih prednikov tudi s pomočjo glasila Žumberački Izvor, ki ga izdajajo enkrat letno. 3 številke smo do sedaj že izdali in pripravljamo zdaj jeseni že 4. številko. Porok, da žumberska tradicija, njihov jezik, običaji in pesem ne bodo zamrli, pa so predvsem mladi, ki se pridružujejo društvu, in tudi glasbeniki, ki negujejo žumbersko ljudsko pesem. Drugačna pesem pa je zvenela o prazniku krajevne skupnosti Črnomelj, ki ga tradicionalno praznujejo pod lipami na Gričku. Tradicionalno pa je ta slovesnost povezana tudi z dežjem. In tudi letos je bilo tako. Glede na avgustovsko sušo je resnično škoda, da so slovesnost pripravili šele 26. avgusta.
Popoldanskemu programu, namenjenemu otrokom, je sledila večerna slovesnost, na kateri je tekla beseda o uresničenih projektih in načrtovanih delih v mestu Črnomelj. Vodstvo krajevne skupnosti ocenjuje, da je bilo v minulem letu veliko postorjenega v njihovem mestu, kljub temu pa je ostalo še veliko potreb in želja neuresničenih. Predvsem želja, da se posodobi infrastrukturno pokopališče v Vojni vasi. Predvsem moja želja so vodnjaki, potem, da se uredi odkup zemljišč, da se staro Mariško vežico kakorkoli posodobi in uredi, skratka, kar se tiče pokopališča. Kar se tiče drugih projektov, cest in tako naprej, pločnikov, pa vse odvisno od služnosti krajanov, torej občanov, če bodo dovolili, da se bo tudi njihov košček zemlje preuredil v pločnik ali v postavitev javne razsvetljave. Ob gradnji pločnikov in javne razsvetljave načrtujejo tudi ureditev igrišča na Čardaku ter mestnega parka na Gričku, kjer se srečujejo z vandalizmom. To bomo morali v prihodnje rešiti, posodobiti prostor, narediti novo javno razsvetljavo na nek drugačen način, mogoče nedostopen najbolj vsem tistim vandalom, ki počenjajo tako neprijetne stvari tukaj na Gričku. Je pa res, da moramo tudi ta prostor, torej ta Griček, malo omejiti. Verjetno je prevelik za košnjo, je prevelik za ureditev. Mestni park bi lahko bil manjši, pa malo bolj funkcionalen. Načrtov je še veliko, pravi Birkelbach, vendar je. Denar je veliko premalo, 6000 prebivalcev, to so mestne oziroma občine po Sloveniji drugod, mi smo pa krajevna skupnost, ki imamo tudi namen se preimenovati v mestno skupnost. Denarja primanjkuje tudi v občinskem proračunu, a kljub temu tudi letos načrtujejo kar nekaj naložb v mestu Črnomelj, pravi županja Mojca Čema Stjepanovič. Ureditve ulice Pod Gostom so se že lotili, v načrtu je še Prešernova in del ulice Čardak, kjer so končno uspeli urediti lastniška razmerja. Lotili se bodo tudi problema parkiranja v starem mestnem jedru. Že to jesen bosta v centru Črnomlja postavljena parkomata. Prihodnje leto pa naj bi končno stekla gradnja težko pričakovane obvoznice Črnomlja, ki bo razbremenila promet skozi mesto. Še na 2 slovesnosti vas bomo popeljali. Najprej v Jelševnik pri Črnomlju, kjer so nedavno slovesno blagoslovili v celoti preurejeno kapelico Marije Brezmadežne, ki jo je pred 138 leti izza obljube in hvaležnosti dal zgraditi Janez Turk. Kot 18-letni fant se je 1858. leta podal za boljšim življenjem v Ameriko. Sredi Atlantika je ladjo zajel požar. Od 538 potnikov in članov posadke se jih je rešilo le 91 in med njimi je bil tudi Janez Turk, ki se je zaobljubil, da bo v zahvalo za rešitev zgradil kapelico v domačem Jelševniku. 16 let pozneje je o pomoči sosedov uresničil zaobljubo in sredi vasi so postavili kapelo Marije Brezmadežne. Potrebna je bila obnove in to smo tudi naredili. Lepo je obnovljena. Pomagali so vsi vašari, vsak po svoji moči. Denar potreben za celovito obnovo kapele, oltarja Lurške Matere Božje, več kot 100 let starega razpela, ki so ga našli na podstrešju kapele, in skoraj 300 let starega zvona iz čiste litine so prispevali v Kanadi in Ameriki živeči vnuki Janeza Turka, Lojze, Janez, Marija in Milka. Slednja se je skupaj z v Kanadi rojeno hčerko tudi udeležila slovesnega blagoslova prenovljene kapelice. Moj ate je to želel in zelo želel in je rekel, jaz bi rad, pa ne morem. In jaz sem odhajala v Kanado in sem mislila, čim pa jaz kdaj mogla, pa bom. In ste danes zadovoljni? Srečna. Ko so prenovili zdaj pred kratkim časom in smo prišli zdaj v Slovenijo, pa smo videli, kako lepo so naredili, smo zelo, zelo zadovoljni, smo srečni in zelo sem ponosna, da sem lahko tukaj zraven med sorodniki. Prenovljena kapelica, ki jo je bil načel zob časa, je tako vnovič v ponos ne le Turkovim, ampak vsem vaščanom Jelševnika. Tvoji sinovi, tvoje hčere,
Pred dobrim letom so se v Belokranjskem društvu Sožitje lotili akcije, ki so jo ob pomoči številnih donatorjev sklenili konec minulega meseca, ko so družini Despinič iz Semiča slovesno predali težko pričakovano ploščadno dvigalo. Z njim so olajšali življenje tetrapleginji Anji, predvsem pa njeni mamici, ki ima tudi sama zdravstvene težave, a je morala 15-letno Anjo vsak dan prenašati po 19 strmih stopnicah, ki vodijo do njihove hiše. Težko je bilo, ko nismo drugega poznali, ni bilo tako težko. To nam je bil edini izhod. Sedaj bo veliko lažje, pravi ganjena mamica, hvaležna vsem, ki so jim pomagali. In bilo jih je veliko, saj je predračunska vrednost dvigala in njegove postavitve znašala skoraj 40 000 evrov. Na koncu pa je društvo moralo odšteti le okrog 12 tisočakov, saj so obrtniki večino del opravili brezplačno in sponzorsko prispevali tudi material. Veliko je bilo, veliko brezplačnega ali prostovoljnega dela, veliko darovanega materijala, veliko dobre volje. Večji del potrebnih finančnih sredstev so zbrali s pomočjo občine Semič, z dobrodelnim koncertom društva Sožitje in donacijo Belokranjskega Rotary kluba. Rabljeno dvigalo je prispeval Rotary klub Grosuplje, vso potrebno dokumentacijo in vodenje zahtevnih gradbenih del pa je brezplačno opravila Nika Lovrin s sodelavci iz projektivnega biroja Arha, ki pravi, da je hvaležna, da so jo povabili k temu projektu. In da sem v bistvu srečala čudovite ljudi, ki so še pripravljeni pomagati, ki so sočutni, dobri, pošteni, in to je v teh časih, ko vsi čutimo ta razpad moralno-etičnih vrednot, finančne stiske, krize, mislim, največ, kar lahko človek doseže. Tako da sem jaz pravzaprav tista, ki sem največ od tega dobila. Res sem vesela, da je tudi gospa Nika Lovrin s svojim podjetjem prispevala tako veliko, da je in papirologijo uredila in sama gradbena dela in da je danes ta trenutek, ko smo to dvigalo lahko slovesno predali namenu in brez takšnih požrtvovalnih ljudi seveda ne bi šlo. To je res en velik dogodek in največjih projektov, ki smo ga uspeli dokončati na društvu Sožitje Bela krajina, in povem, da sem zelo, zelo zadovoljna, da bo mamica lahko zdaj Anjo vozila na dvigalo, da je ne bo rabila prenašati. 15-letna Anja, ki ima cerebralno paralizo in epilepsijo, je namreč vedno težja in mamica je kmalu ne bi mogla več prenašati. 19 strmih stopnic pa je bila edina pot od ceste do njihove hiše na Smuški cesti nad Semičem. Mislim, da smo dokazali, da imamo še srce in da še zmoremo in hočemo. K uspešno zaključenemu projektu so svoj delež prispevale tudi članice Semiškega društva kmečkih žena, pevska skupina Konda in preloški muzikanti. Če voda potoku skalice kedaj, gotova izbira si drugo predaj. Studenček zna, kaj se kali. Toplega in glasnega ploskanja pa sta bila deležna tudi Mimica in Peter, varovanca varstveno-delovnega centra Črnomelj. In nisem kriva, da nisem popolna. Sem pa ponosna na sebe, da sem takšna, kot sem. Akcija Sožitja, društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, je tako povezala številne posameznike, društva in podjetja. In kot pravi semiška županja, so vsi odšli domov bogatejši in srečnejši ob misli, da so vsaj malo olajšali življenje Anji in njeni mamici. Tokratni belokranjski obzornik, prvi po poletnih počitnicah, končujemo z manj prijetno, a vendar pomembno temo, z Ambrozijo.
ki se v zadnjih letih močno razrašča in povzroča kar nekaj težav tudi v Beli krajini. Težav pa ne povzroča le v kmetijstvu, negativno vpliva tudi na zdravje ljudi, pravijo strokovnjaki, ki so se konec minulega meseca zbrali na okrogli mizi v Črnomlju. Kot najpogostejša zdravstvena težava, ki jo ambrozija povzroča, je seneni nahod, se pravi solzenje oči, pekoče, nadražene oči, kihanje, izcedek iz nosu, pekoč občutek v grlu. Kasneje pa se ta seneni nahod lahko nadaljuje v poglobljene bolezenske slike, med katerimi je najpogostejša alergijska astma, pravi Zupančič Tisovčeva. Zato je nujno, da ljudje upoštevajo samozaščitne ukrepe. Da vedo, da je največ cvetnega prahu ambrozije v zraku od sredine julija do sredine septembra, pojavlja pa se vse do pozebe, najpogosteje v dopoldanskem času. V Novem mestu že 3 leta opravljajo meritve koncentracije cvetnega prahu ambrozije v zraku. Smiselno pa bi bilo postaviti merilnik tudi v Beli krajini. Cvetni prah v kotlinah ostaja. Seveda tam, kjer so zračni tokovi, vetrovi pa tako naprej raznašajo tudi. Ampak na koncentracijo, na višino koncentracije cvetnega prahu vpliva število rastlin v okolju, v katerem se meri. Vplivajo vremenske razmere, vplivajo vetrovi in tako naprej. In glede na to, da je Bela krajina kar en tak zaprt prostor, bi bilo smiselno merjenje in sledenje cvetnemu prahu tudi tukaj. In na osnovi meritev opozarjati ljudi, da se ne izpostavljajo cvetnemu prahu alergogene ambrozije v času, ko so koncentracije najvišje. Najpomembneje pa je zatiranje ambrozije, pravijo strokovnjaki. Naj se sliši tako preprosto, je odstranjevanje z puljenjem verjetno eden najbolj učinkovitih pristopov. Seveda lahko to izvajamo predvsem tam, kjer je gostota rastlin na parceli manjša. Če pristopimo z ročnim puljenjem, z ročnim odstranjevanjem rastlin, te rastline shranjujemo v vrečke, PVC vrečke. Rastline, ki že prehajajo v semenenje, vsekakor ne smemo kompostirati, ampak jih moramo skuriti. Vendar se je treba odstranjevanja ambrozije lotiti čim prej. Definitivno še preden gre ta rastlina v semenenje. Sicer se ustvarja neverjeten potencial semen v tleh in se bojo problemi vrstili iz leta v leto. Ambrozijo je možno odstranjevati tudi s košnjo ali mulčenjem. Pri tem pa je treba paziti, da rastlino odkosimo čim nižje, pravi Bajec. Tam, kjer je to možno, pa ta trdovratni plevel uničujejo tudi s kemičnimi sredstvi. Takrat, ko se lotimo zatiranja te rastline, je potrebno upoštevati, da rabimo rokavice, biti moramo primerno oblečeni. Krasno je, če je potem tudi maska na obrazu, sploh pri ljudeh, ki so bolj občutljivi. Vsekakor pa se je treba po opravljenem delu dobro umiti in tudi oprati oblačila. Nekateri udeleženci okrogle mize so menili, da bi se morali bolj odločno lotiti uničevanja ambrozije, tudi z družbeno koristnim delom in z vsesplošno akcijo, saj je ambrozija ušla nadzoru. Kljub vsem prizadevanjem tukaj pogrešam akcijo. Tudi današnja okrogla miza, ki je bila izredno dobra, je zaključek žal takšen, da vse samo delati ne, se pravi fizično iti na teren in odstraniti zadevo. Ampak brez tega ne bo šlo. Belokranjske občine sicer sodijo med redke v Sloveniji, ki so se že pred nekaj leti lotile osveščanja ljudi o nujnosti uničevanja ambrozije, vendar se ta, kljub posredovanju inšpektorjev, še vedno razrašča. V Sloveniji že 2 leti velja zakon, ki nalaga imetnikom zemljišč, da morajo izvajati ukrepe za zatiranje ambrozije, tudi na kmetijskih površinah. Vemo, da je proces prehajal iz nekmetijskih zemljišč, da se je ta ambrozija na nekmetijskih zemljiščih, predvsem v teh obcestnih pasovih, razvila prekomerno, da v tej fazi ni bilo ustreznega zaščite, ustreznega zmanjševanja populacije in da se je ta problem enostavno prepustil zdaj v reševanje kmetijstvu oziroma kmeticam in kmetom. Vendar bodo težave še večje, če se ne bomo vsi lotili uničevanja ambrozije, saj je to zelo trdovraten plevel, ki ga ljudje pogosto zamenjujejo z navadnim pelinom.
Semeni zelo obilno, je seme tudi zelo dolgo kaljivo. Par desetletij je lahko v tleh, preden sploh skali. Pametno je opozarjati, če se mi tega problema zavedamo, tudi sosede, sosesko, na to zelo invazivno rastlinsko vrsto. Imamo pa tudi možnost javljanja oziroma prijavljanja tega problema, prisotnosti te rastline, zdaj že na novih spletnih aplikacijah, ki se nahajajo na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo in okolje, spletni strani fitosanitarne uprave, da se izvrši to prijavo, da se lahko zabeleži sploh njeno prisotnost. Na našem posnetku je na desni strani navadni pelin in na levi ambrozija. Le z osveščanjem vseh ljudi, s preventivnim delovanjem in doslednim odstranjevanjem bomo zajezili širitev ambrozije, ki je iz obcestnih predelov prešla na njive, sedaj pa že sili na travnike, pravijo strokovnjaki. Z opozorili strokovnjakov tudi končujemo tokratni Belokranjski obzornik in vam kličemo srečno do ponovnega snidenja čez 14 dni.